pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi Poslušam se. Z vami Polona, po poklicu specialna pedagoginja. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, tako da večinoma gostim druge strokovnjakinje, s katerimi se pogovarjam o temah povezanih z otroci, o razvoju, vzgoji in izobraževanju otrok. V današnji epizodi boste lahko prisluhnili pogovoru kar z dvema strokovnjakinjama, in sicer sem se pogovarjala z Manco Pavlin in Sandro Uman. Manca Pavlin sebe opiše kot mamo, ženo, profesorico razrednega pouka, certificirano inštruktorico masaže dojenčka, je pa tudi voditeljica plavanja za dojenčke in malčke. Od nekdaj je zanimalo vse v povezavi s čustvovanjem, vzgojo in odnosi. Je ustanoviteljica podjetja Kokidi, kjer preko paketov in izobraževalnih vsebin delajo korake za lažje starševstvo in še lepše otroštvo. Sandra Uman pa je Montessori pedagoginja, ustanoviteljica svojega projekta Nazaj k otroku in odgovorna za razvojno področje pri podjetju Kokidi. Današnja tema pogovora je otroška igra. In je meni res zelo ljuba. Z otroško igro se v bistvu srečujem že zadnjih 15 let v različnih razvojnih obdobjih otrok, pa tudi prej v vlogi mame 2,5-letne hčere. Zdaj pa v bistvu tako bomo govorili o tem, kako oni dve opredeljujeta otroško igro, kakšen pomen ima po njunem igra otrokom razvoju, kakšne igrače so dobre igrače in kaj imajo po njunem mnenju skupnega, zakaj manj je več velja tudi pri količini igrač, ker je Sandra Uman Montessori pedagoginja, nam podelila še vidik res izjemne ženske, Marije Montessori, in njen pogled na igro otroka. Čakajo nas res zanimive in pomembne teme. Epizodo smo posnele sredi februarja 2023. Vljudno vabljeni k poslušanju. Če so vam epizode všeč, vas vljudno vabim, da tam, kjer jih poslušate, da jih všečkate, delite, tako da lahko za epizode sliši še več ljudi. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lahko tudi zahvalim. Na Apple podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast Poslušam se tudi ocenite, naprimer s 5 zvezdicami. Hvala. Sandra in Manca, lepo pozdravljeni. Sem zelo počaščena, da ste se danes odzvali, da boste predali svoje znanja, izkušnje in dragocene informacije, ki jih predajate staršem in tudi strokovnjakom v zvezi tudi z vajinim projektom. Zelo dobrodošli na mojem podcastu. Hvala, Polona, za povabilo. Jaz sem tudi zelo počaščena in vesela, in verjetno tudi Sandra. Se pridružujemo se zahvali, da res hvala. Danes se bomo, tokrat sta z mano še dve strokovnjakinji, se bomo pogovarjali o otrokovi igri, o igračah, kaj je dobra igrača, kaj sploh je igra, kakšno količino igrač priporočata in mogoče boste, mislim, da boste z veseljem predstavili tudi igrače oziroma pripomočke, ki jih vsebuje njihov paket. Njihovi paketi. Nekateri so narejeni tudi res čisto v Sloveniji. A vsi so čisto v celoti narejeni? Ja. Wow. Zdaj zaenkrat še vse. Zaenkrat še, ja. Ja. Wow. To pa res podpiramo slovensko in s kvaliteto in izdelavo z vsem. Hvala. Potem pa mogoče kar začnemo s tem vprašanjem, ker se pogosto zastavlja in staršem in tudi mogoče strokovnjaki včasih niso čisto enotni. Kaj točno je igra? Vidve, ki pač razvijata igrače in pripomočke, kaj je po vajinem mnenju, ki vidita to definicijo igre? Okay, bom začela jaz, prav, Sandra? Lahko je. Okay. Če zgledamo zdaj tako neko splošno, igra je vse, kar dela otrok. V bistvu njemu igra ni samo neka zabava, ampak mu je igra učenje. V bistvu so možgani takrat zelo aktivirani, zelo stimulirani, razvija se motorika, domišljija. Ne gre samo za zabavo, ampak za zelo kompleksne in številne procese učenja in razvoja v možgančkih. Izpopolnjevanje spretnosti, vse sorte se takrat dogaja v bistvu, ne. Seveda je pa en cilj tudi preživljanje prostega časa, da čas mine in zraven pač tudi učenje. Tako da igra je lahko dejansko zelo široka, se pravi,
to. Aha, in kako se razvija, si še se mi zdi vprašala? Ja, kako se, v bistvu, glih hotela sem reči, ne, v bistvu, dojenček se, na primer, doskrat starši opazijo, se doskrat kar zaigra s predmeti, ki nam niso igrače, recimo, kakor so tulci ali pa kakšni ključi, daljinci in podobno, imajo zelo to radi, a ne? Rekla dojenčke v določenem razvojnem obdobju. Ja, me pa zanima, kako seveda, ko se otrok razvija in raste, se tudi ta igra spreminja. Je mogoče malo o tem, kako se razvija in spreminja. Ja, v bistvu je igra zelo odvisna od čist fiziološkega razvoja otrokovih možganov, otrokovega telesa. Se pravi, na začetku je igra neko opazovanje, neko poslušanje, tako rekoč učenje skozi vse, ne? Skozi vse, kar se okrog otroka dogaja. Potem pa pač so neki razvojni mejniki, ki bi jih zdaj šla vse naštevati, bi bila lahko kar dolg tukaj. Tako da vsakega posebej se ne bi dotaknila, ampak bi se pa dotaknila naše teorije igre. Gre za 3, v bistvu smo na podlagi naših izkušenj in raznih spoznanj naredile eno teorijo igre, tako smo jo poimenovali. Gre za 3 področja, ki so pri otroku izrazitejša v različnih fazah, v različnih obdobjih in se nekako sovpadajo s temi mejniki. Gre za 3 tipe igre oziroma 3 tipe, ki pri otroku prevladujejo. Ni ves čas samo eden, lahko jih je več naenkrat, ampak v določenih obdobjih je eden bolj izrazit. Ali pa eden bolj velja za tistega otroka, lahko recimo tudi cel čas. In to so pa te 3 tipi. Velika oziroma gibalna igra, drobna igra oziroma igra na mestu, pa interakcijska igra oziroma igra s stikom. Se pravi, ena gre v bistvu bolj za to grobo motoriko, tako rekoč, je bolj plezanje, skakanje, vrtenje, tek. In ta je bolj značilna tudi za mlajše otroke, za kakšne pa še specifično bolj. Recimo, moj sin je izrazito tip velike gibalne igre in ga drobna igra oziroma igra na mestu, to je pa bolj finomotorična igra, ga skoraj da ne zanima, ne? Se pravi, več ali manj si on zbira tudi pri nas recimo je ves čas postavljen piklerjev trikotnik, ker on pač ful časa tam gor preživlja, na različne načine pleza, ogromno je po kavču, v glavnem. Se pravi, velika oziroma gibalna, drobna oziroma igra na mestu je potem ta bolj s finomotoričnimi igračami in pripomočki. Interakcijska igra, igra s stikom, se pa nekako pri obeh prepleta z njima, ne? Pride pa bolj do izraza, lahko tudi sama po sebi, pri enih otrocih ali pa v enih obdobjih, ki pa res iščejo komunikacijo. Je v bistvu bolj jih zanimajo neke te splošne, neka komunikacija, neko izražanje, to je pa ta interakcijska igra oziroma igra s stikom. Pri nas sta te 2 velika in interakcijska zelo, zelo izraziti. Je pa, kar bi še tle poudarila, to pa ne pomeni, da v bistvu samo to pri otroku spodbujamo. Čeprav je to otrokovo močno področje, je glih zato pomembno, da tudi ta drugo področje spodbujamo, da v bistvu ne pride do prevelikega manka na tistem področju, ki ni izrazito. Recimo, pri nas se je zelo poznalo, da je bil pincetni prijem zelo pozno razvit, pa ni s tem nič konkretno narobe, da ne bo kdo zdaj razumel, da pa mora, ni še pincetni prijem razvit, sploh ni to fora. Gre za to, da otroku daješ ti, ponudiš tudi tiste stvari, ki ga mogoče ne v tistem momentu najbolj pritegnejo iz prve, tako, da v bistvu mu ponudiš in potem vidiš, kaj on s tistem naredi. Ker recimo, če sem mu jaz ponudila neko drobno igro in neke finomotorične, je zagrabil, je prijel, se je igral skupaj z nama. Ni pa samostojno izbral. Tako, točno tako. Mogoče se lahko tukaj še dodam, da je zelo pomemben tudi, da imamo v mislih, da je prav ta interakcijska igra razvojno pride kasneje. Da ne moramo pričakovati od dojenčkov, da bodo nekako zelo v interakciji, oni zelo živijo za trenutek in lahko pride v interakcijo z enim drugim otrokom, dojenčkom, ampak to ne bo najbrž vodilo v neko dolgotrajnejšo vzporedno oziroma interakcijsko igro. Medtem ko kasneje tudi, ker ko so dojenčki, imajo
zelo veliko pozornost usmerjeno na se in na svoj razvoj, in potem šele jih začne zanimati svet in interakcija z drugimi. Tako da to pride mogoče lahko že po 2. letu ali pa recimo po letu pa pol, ampak če bo starš to opazil kasneje, tudi ni nič narobe s tem, da ne bo mislil, da je kaj narobe z njihovim otrokom, ampak recimo prav razvojno to pride kot neka faza malce kasneje v otrokovem razvoju. Ja, zelo dobro, da si to izpostavlja. Ja, absolutno. Tle pri igri s stikom je v bistvu eden je to področje, torej interakcija z nekimi sovrstniki, ampak tukaj zraven pa se zajema tudi igra s stikom v tem smislu, da se otrok išče bližino in išče starša, ko se igra. To je pa v bistvu že od čisto majčkega naprej, še najbolj pogosta igra se razvije, ko je starš v neki neposredni bližini, lahko samo opazuje, ampak si otrok želi, da je nekako zraven, če ne je pa hiter igra končana. Pa tudi zelo pomembno je za to izgradnjo oziroma razvijanje povezanosti z otrokom. Ja, že od začetka starši, potem pri 2-3 letih, pa že večjo vlogo imajo tudi vrstniki, sploh v primerjavi s prejšnjim obdobjem gojenčka. Točno tako. Saj zdajle ste že veliko in zelo dobro povedali o igri, pa mogoče kakšen pomen, da ima igra, kako bi pa videla, kakšen pomen ima. Ja, kar si rekla, da so že veliko stvari povedali, danes govorimo o eni temi, ki se bojo verjetno večkrat stvari tudi prepletale, ki se bojo tudi večkrat povedale, kar nič ni narobe, ker to je pač igra in tak konstrukt, ne, in dejansko Marija Montessori je že zapisala v svojih zapisih davno nazaj, da je igra za otroka eno zelo pomembno delo, ker ona je približno 60 let opazovala otroke ali pa več celo, opazovala otroke po celem svetu in je opazila določene vzorce in je ugotovila, da v bistvu igra ni le neka dejavnost, s katero so otrok kratkočasila, ampak je dejansko neko naporno, težaško delo, ampak to otroka ne odvrne od igre. Ni to za njega tako, to je pa pretežko zame, jaz pa ne bom, ampak dejansko prav nekako notranje zadovoljstvo doživlja takrat, ko ima ravno toliko takšne izzive pred sabo, ki jih še zmore, da ni pretežko, pa da ni prelahko. On s tem zadovoljuje neko notranjo potrebo po napredku, pa rasti, pa razvoju. Igra je zelo, zelo pomembna stvar za otroka, ampak je tudi težko delo in zanimivo mi je, ker redki, razen Montessori pedagogike, kot jaz poznam, pač to tretirajo kot delo. Zato tudi rečemo, da otroci v Montessori vrtcu delajo in se ne igrajo, ampak o tem lahko tudi malo kasneje nekaj več povem. To je super, da si to omenila. Ja, da mogoče je fino osvetliti ta del, zakaj delajo. Ja, ker mogoče res ni toliko širše znano to. Ja, vse to. Nekaj predsodek iz tega lahko vam pride, ker pa vemo, da jih je kar en kup, nažalost. Res je, ja. Je bil pa pred kratkim tudi dokumentarc o Mariji Montessori, jaz si ga imam sicer na seznamu želja za ogledati, tako da upam, da hvala. Ja, jaz mislim, da to je res ena taka referenčen dokumentarc za pogledati. Mislim, da je še 2 do 3 tedne na voljo v arhivu RTV Slovenija, tako da res priporočam tam do 4. marca, se mi zdi, da je na voljo. Tisti, ki se še niso utegnili pogledati, tudi za mene bo spet ful navdihujoč in vsakič, ko pogledam kaj tazga, mi tako vem, zakaj čutim, da je to res tisti pravi pristop za mene. Zakaj je to tisti najbolj k otroku usmerjen pristop in da res spodbuja in podpira otrokov naravni razvoj, njegovo vedoželjnost in vse to, kar otrok je. In da res vidi otroka v njegovi pravi luči. No, to se mi zdi ful nepredstavljivo. Kar si omenila, da podpira otrokov razvoj, kakšne pa so igrače, ki podpirajo otrokov razvoj? Kakšna je za vaju ta igrača, taka optimalna? Spet, se bo razlikovala logično od razvojnega obdobja, v katerem je otrok, ampak ja, manjca boš ti oziroma katera tole. Bom jaz. V bistvu je neka značilnost igrače, ki podpira otrokov razvoj. Ta pojem bi rada razčistila. Spodbuja ali pa podpira. Spodbuja je beseda, ki hočemo, da bo nekaj čim prej. Tle pa ne gre za to, da bo nekaj čim prej. Tle gre za to, otrok pač ima neko gensko zasnovo, neke predispozicije, neke svoje potenciale, ki mu ga starši lahko pomagamo razvijati tako, da mu pripravimo dobro in spodbudno okolje. In vse te stvari tudi pri nas, pri Kokidi, jih nimamo zato, da spodbujamo, da bo se otrok razvil. Ne, otrok se bo razvil v vsakem primeru. Najbolj, oziroma starši pa lahko pri tem pomagamo tako, da mu pripravimo primerno okolje. Se pravi, v skladu z razvojem, v skladu z interesi, v skladu tudi ne čisto 100% interesi, da razvijamo tudi tista področja, da na tista področja pa kar stojijo
a ne? Tako, da ne pozabimo, čim bolj celostno. Zelo dobro si to povedala. Res je. Tako da v bistvu nekako za igrače, ki podpirajo otrokov razvoj, bi rekla, ena skupna točka je, da imajo pač nek namen, nek cilj, ne niti določen način igranja, ampak nekaj, kar v smer lahko starša, kako to otroku ponuditi, na kakšen način ga bo podprla. Se pravi, v bistvu, da tudi za to igračo ali pa pripomočkom stoji človek, neka oseba, ki ve, čemu je to namenjeno. Če sem zdaj mogoče malo kritična, igrače, ki imajo pik, sem pač za pritiskati in blink, grozno pritegnejo otroke, res. Je pa popolnoma enako, kot nas pritegnejo telefoni, kot nas pritegne televizija, so dražljaji in to pač pritegne. In to ne pomeni, da je to dobra igrača, ker se otrok z njo dolgo mogoče igra, ker njemu ne dela nič drugega, kakor stimulira njegove možgane do te mere, da jo požira, kakor mi scrollamo na telefonu. Žalostno, ampak resnično, ne. Tako da, ja, da ima v bistvu nek namen, nek cilj, ampak otrok pa sam naredi s tistem, kar čuti, da bi z njo naredil. Tako, dostikrat pokažejo druge načine, kreativne, kako uporabijo. Vsaj jaz sem se dostikrat tako naučila od hčerke, ko sem jo opazovala, kako uporabiti kakšno igračo. Ja, res je. Vse v bistvu je dostikrat pri teh igračah, kakor sem tudi videla, imate tako zasnovane, da pač več namenov lahko, kakor si rekla, da ni zdaj samo en čist, se je cilj do zadaj, ampak otroke lahko uporabi potem v več različnih namenih. Ja, hvala za to pojasnilo. Ker smo glih pri igračah, bi pa mogoče še Sandro tukaj uporabila in sicer dostikrat, to smo se prav tudi sodelavkam pogovarjali, ste mi že večkrat rekli, to moraš enkrat eno vprašati na podcastu, ker dostikrat v različnih trgovinjah vidimo Montessori igrača. Ja. Kako je s tem, no? Da ima ga če to več povedati. To je zelo tako občutljiva tema, ampak dajmo se jo lotiti. Če hočemo nekako dobiti odgovor na to vprašanje, mogoče fajn, da malo pogledamo nazaj. V začetku razvoja Montessori pedagogike se mi zdi fajn, da spet nekako celostno pogledamo na to, da se bolje razume, zakaj je temu tako. No, medtem ko je opazovala Marija Montessori otroke res v najrazličnejših, najpogosteje so bile to zelo revna okolja, od sirotišnic do čistko na ulici, recimo je opazovala otroke. In jih je opazovala in videla, da se v bistvu igrajo res in z drobtinicami in z nekimi trakci in to so bile v bistvu tudi igrače za njih. Ko je začela pripravljati neke te materiale. Ja, v bistvu bolj skupinske neka druženja oziroma tako srečanja za otroke kot neko obliko varstva. Jim je dala na voljo tudi igrače. Jim je dala na voljo igrače takratne in pa neke dejavnosti, ki jih je ona pripravila in so bile tako ciljno usmerjene, kot so se zdaj tudi, ko smo prej povedali, kaj recimo za nas dobra igrača. In te dejavnosti v bistvu so pa spodbujale krepitev neke določene spretnosti, ne vem, prelivanje, presipavanje, zalivanje, drgnenje, pač zelo take vsakdanje stvari, pa potem tudi matematiko in tako. In ugotovila je, da dejansko otroke takrat vsakič znova so veliko bolj pritegnile te dejavnosti kot pa igrače. In takrat je v bistvu ugotovila ona sama, da je igra otrokovo delo, to, kar smo že prej rekli. In zato je te dejavnosti poimenovala Montessori materiali. Seveda, kot smo rekli, otroci je rekla potem, da delajo, se samo izgrajujejo s temi materiali in se ne igrajo. In če zdaj pogledamo tako, zakaj termin Montessori igrače v bistvu ne obstaja, sicer se uporablja, ampak lahko rečem, da v Montessori krogih zelo veliko vroče krvi povzroči ta termin. Sicer se v tujini v nekih večjih podjetjih, ki tudi prodajajo različne Montessori, navdihnile po Montessori. Tako, ja, to sem videla, ja. Oni uporabljajo Montessori toys v angleščini, ne? Ampak še vseeno nekako proti krogi Montessori pedagogov pa se kar nekako tako zdrznejo, se probajo distancirati od tega izraza prav zato, ker želijo, da se ohrani res to, kar je učila Marija Montessori, da se v bistvu ta njena dediščina nekako ohrani. In tudi zdi se mi prav po eni strani, tudi mi imamo navdihnjene igrače po metodi Montessori, ampak jih ne poimenujemo, da so to Montessori igrače. Tako. Mene recimo to, kar si omenila prej, te reklame, sem vsakič
ker si razpravlja, in tudi manj se vsakič gleda to. Sem tudi zelo prijazno vedno kontaktirala ta podjetja. Ja, ali na mail sem jim poslala, da se mi ne zdi prav, da zavajajo potrošnike. Tako. Prijetne igrače in zelo take fajn, didaktične, poučne. Ni vsaka igrača, ki je lesena in imajo zadaj nekaj didaktičen namen, da ni pač Montessori igrača. In enih par, enim 5 sem poslala, eni 2 so potem spoznili, ostali se niso odzvali. Ampak se mi zdi tudi pod komentarje, recimo na socialnih omrežjih sem kdaj napisala, sicer tako vljudno, ne tako napadalno, ampak se mi zdi prav, da povemo te stvari, ker je to res neke vrste zelo zavajanje potrošnikov in se mi ne zdi to pravno. Mene iskreno, po kupovanju v teh trgovinah me kar malo odvrne od nakupa, žal. Tako da upam, da sem odgovorila. Ja, super, glih, raven to sem želela. Tako da tako razlago zadnji, zakaj je to zavajajoč termin. Pa, res dober, da si se lotila tega in da ozaveščaš v bistvu tudi na drugi strani. Ne, da se ozavešča sam potrošnike, tudi to je pomembno, ampak da so tudi trgovci na drugi strani ozaveščeni. Meni se zdi že uspeh to, da so dvoji spremenili. Se strinjam. Zdaj imajo, da so navdihnjeni po Montessori metodi. Tako, kar veliko bolj drži. Tako, veliko bolj sprejemljivo. Mogoče pri igračah, ki smo že, tudi stališča, ker sem sama specialna pedagoginja, vemo, da če otrok ima na voljo naenkrat manj igrač, ponovadi dlje časa uspe vzdrževati koncentracijo. Mogoče zdaj v zdajšnjih časih imajo otroci večina zelo velikih igrač, saj živimo v takih časih. Po drugi strani so rotacije igrač, da jih vsaj malo menjujemo. Bi pa vseeno me zanima vajino mnenje, kako je s to količino, koliko igrač vidve mislite, oziroma kako imate vi to in pri paketih in mogoče doma. Jaz dostikrat, meni je zelo zanimivo. Naši naročniki so meni, ki pošljajo povratno informacijo, že res velikokrat izpostavili, kaj jim je dobro. Ta otrok nima veliko igrač, ampak ima jih malo in tiste ta prave. Mogoče bi si kdo mislil, vsake 2 meseca dobi nove igrače. Sam to ne gre za igrače, recimo konkretno, če povem, recimo, to ne gre za igrače, ki bodo v uporabi tista 2 meseca, ampak gre za stvari, kot je recimo ogledalo. V paketu 3 do 4 mesece je ogledalo, ki je največji hit, čeprav tisti paket je kar hit, cel, ampak ogledalo, recimo, noro pohvaljeno in mi ga imamo, moj sin je star, da je 26 mesecev, mi ga imamo že več kot pol leta nad umivalnikom, zaradi tega, da se on vidi, če ima umita usta. Zato gre. Ne gre za to, da oni dobijo zdaj neke stvari, ki bodo pol stale, ki bodo 3-4 meseci minili, če je paket za 3-4 mesece, da bo to šlo v škatlo, na podstrešje, ampak bo pač uporabljeno na drugačen način. Vse te namige napišemo tudi zraven, glih zaradi tega, ker nam ne bi prišlo na pamet. Pač mi pa se s tem ukvarjamo in dejansko tudi soživimo in zaradi tega pa znamo dati tudi predlog in idejo, kako to uporabiti na drugačen način. Se pravi... Kako se v bistvu igrača spreminja in razvija. Skozi čas, ogledalo. Raste z otrokom na nek način. Tako raste z otrokom, točno to. Točno to. In recimo v neki količini igrač, manj je več, to je tisto, kar moramo imeti pred očmi, ko gremo kupovati igrače za darila, za decembrska obdarovanja, za rojstne dneve, godove, karkoli pač se kdo obdaruje, zaradi tega, ker več, ko ima otrok stimulacije, krajša bo koncentracija pri eni stvari, bolj bo begal od ene stvari do druge, večji bo nered, ker bo pač več stvari na koncu dneva raztreščenih po stanovanju, ker pač tako je, to je dejstvo, da večinoma. Jaz tako sem prav, kdo uspe sproti stvari pospravljati. Mislim, meni recimo niti ni nek cilj, da bi sproti pospravljala, ker to ni čisto življenjsko mogoče, vsaj ne pri meni. Meni to ni naravno, da bi skozi vse dajala točno na tisto mesto, kamor spada, sploh pa ne pri malčku, ki je samo zagon, dajmo, hočem pač se učiti. Ampak hkrati pa, če je več kaj je kosov, bolj je to vse povsod. Ampak ko imaš pa recimo to nekako razporejeno, konkretno pri nas recimo imamo poličke
In na vsako polico so 1 do 2 stvari, recimo tematsko povezane, recimo ima 2 različni sestavljanki, ki ima na eni polici. Na eni so traktorji, ki so itak hit od pred enega leta naprej, so dnevno v uporabi. Na 3 policah trenutno imamo cookie stvari, ki so tudi iz prejšnjih paketov, pa ima več kot 2 leti, pa se pač s stvarmi igra, jih večkrat tedensko vzame v roke. Sploh stezo pa avtobus, ki so zdaj iz paketa odkrivamo gibanje, so res prav hit. Manj je več torej zaradi količine dražljajev, ki jih otrok prejme. Tudi to je dejstvo. Če bo otrok imel 3 igrače, ki žmigajo pa piskajo, pa zraven 3 lesene igrače, bo verjetno izbral tiste, ki žmigajo in piskajo. Jaz še vedno rečem, da moje mnenje je, da nič ni narobe, če ima otrok eno stvar, ki žmiga in piska. Problem rata takrat, ko te stvari prevladujejo v njegovem okolju. Tako. Ja, ki je preveč stimulirano, preveč dražljajo. Točno. To mi je zelo všeč, ko si izpostavlja, da imaš v bistvu res ti kot tudi razvijalka teh igrač, pripomočkov, ko kidi imaš pa še pogled, kako sin te pripomočke tudi čez čas uporablja, ne samo v tistem določenem obdobju, ker je predvideno nekako za ta paket, ampak tako, ko si rekla prej, da raste potem z njim in vidiš, kako pol s časoma uporablja oziroma verjetno kakšne ne in ti je zelo dober pogled. Absolutno. Ja. Eno lahko porajta 1 mesec, eno lahko pa napogleda pol leta, pa jo bo pol 2-krat vzel roka. Veš, od otroka do otroka je različno in od obdobja do obdobja. To pa sploh, nikoli pa ne moramo pričakovati, da bo vsem otrokom vse 100% všeč, ni realno, tako kot nam odraslim ni. Ja. Mogoče edino gledalo, ki je res. Skozi. Ja, pa še so take stvari. Tisti val iz paketa 7 do 8 mesecev, ki je za podporo gibalnega razvoja, kar stle skoristim, to ne pomeni, da otroka, ki še ne kobaca, daješ na ta val, da bo skobacal. Nič ne greš pospraševati, tudi zraven piše, ne tega delati. To je potem, ko že nakazuje iztegnjene roke, ga uporabiš pol na načine, ki so ideje na kartici ali pa na svoje ali kakorkoli. Ma ta val je pri nas, zdaj je večino časa bala, ki jo pač prevaža. Sem pa prenaša, pa meče, pa gor stopa, pa postavlja ga. To je res, odkar smo jih dobili, domov ta paket, mislim, da sem dobila zalogo, je en tist val pri nas absolutno cel čas na voljo, ker je skozi uporabi. Hvala za delitev tudi teh izkušenj uporabe sinov. Zelo dober. Vi imate zasnovan te pakete od obdobja novorojenčka. A ste s tem začeli? Bi mogoče na hitro opisala, kaj takrat najbolj dojenček oziroma novorojenček potrebuje in kako ste glede na ta razvoj te igrače zasnovali, ki v bistvu ga podprejo v tistem trenutku. Bom kar jaz tukaj mogoče, ker super. Da poleg te očitne komponente, ker smo mi, se pravi ljubeče prisotnost staršev oziroma skrbnikov v otrokovem okolju, v teh prvih tednih, ko se v bistvu spostavlja ta navezanost, pa sploh, da se spoznamo, da vidimo, da otrok dobi občutek, da je ta svet varen, da nekako dobi občutek, da je v bistvu tudi tukaj v redu, ne samo pač, ko je plaval v maternici noter, da dobiva vse to, je ful fino, da bomo odrasli v mislih, da otroka ne izpostavljamo preveč novim osebam, zdi komu nepredstavljivo, ampak res, ki svetujejo recimo tudi poporodni strokovnjaki, da res imeti v mislih, da prve tedne si kot družina nekako vzeti čas zase in vzpostaviti to nekako, dati občutek otroku, da je ta svet varen, da ni preveč stimulacij tukaj noter. Če se mi zavemo, da ko se enkrat dojenček rodi, kar naenkrat se za njega vse spremeni. Ko pride v bistvu iz tega breztežnostnega prostora, ko je nekako zatemnjena, pridušena svetloba, on sicer vidi nekaj, ampak zelo tako pridušeno, sliši zelo popačene zvoke in zdaj v bistvu, ko prišel na ta svet, je vse novo za njega. In v prvih tednih je fino, da res imamo tudi okolje zelo minimalistično nekako pripravljeno. Tudi doma, da poskusimo, da ni preveč svetlo, ker on se v bistvu zdaj navaja na vso to močno svetlobo. In tudi v porodnišnici, bogi otrok se rodi in ga v bistvu dajo pod luči in vse to je tako zelo glasno in v bistvu dosti stresno lahko. Zelo stresno, za novorojenčka lahko, to imaš prav. No in da v bistvu
tudi okolje tako pripravimo, da je mogoče vse bolj, tudi glasnost bolj pridušena. Ne zdaj, da še petamo na stop zraven otroka, to ne, ampak da ni nekih glasnih zvokov preveč, nekih pokov, vse so stvari, ki tudi ne moramo vplivati na njih, ne pade pa zaropotavaš, to ni, ampak tako želim povedati, da ni mogoče fino, da v prvih tednih sploh, da hodimo z otrokom zelo veliko med ljudi, pa da zelo veliko ljudi prihaja v naš dom. Ali pa kakšna nakupovalna središča. Fino, da se probamo izogniti, če se le da. Ne samo iz otrokovega vidika, tudi iz vidika tega, ker je fajn, da mamica čim več počiva prve tedne, tudi do 6 tednov, ampak to je skoraj utopično pričakovati, sploh če imaš doma že kakšnega otroka, ki nas čaka čez mesec pa pol. Ampak se mi zdi, da zelo pomemben je to, da v okolje, v katerega otroka prinesemo, da je že od začetka minimalističen. In mi, ko smo zasnovali paket nič do 2 meseca, smo imeli v mislih vse to, kako se v bistvu otroku razvoj dogaja v prvih tednih, njegov vid, kako se prilagaja, vse igrače, ki so v bistvu v tem paketu, so zelo podporne temu okolju in so primerne tudi od prvih dni naprej. Ne bi rekla, da je to fajn mogoče izpostaviti otroka, 2 uri naenkrat, ampak tudi tam, par minut, se vidimo sami, kako v bistvu on nekako obrača glavico, čist malo gleda s tistimi očki in vse, kar smo zasnovali v tem paketu, je tako, da podpre recimo to, da bo otrok s časoma začel bolj fokusirati oči, da bo v bistvu z očmi sledil stvarem, gleda črno-bele vzorce, ker kontraste prepozna, barv še ne. Itak ne vidi zelo daleč, od 20-30 cm na začetku življenja, potem se to malo podaljšuje, šele do 6. meseca se izostri njegov vid, tako da, ko zasnujemo pakete, čisto vsakič imamo v mislih njegov potek naravnega razvoja, kaj so dejansko tisti mejniki, ki se dogajajo, in na podlagi tega dejansko potem prilagodimo vsako dejavnost igračo, zelo skrbno razmislimo in tudi testiramo, se pravi prijateljem otrokom, njihovim, da vidimo, kako se odzivajo na stvari. In se mi zdi, da je pomembno, da imamo v mislih, da bolj umirjeno okolje, z manj barvami, če se le da se izogibamo baterijskih igrač tudi od začetka, ker nekako ni zares neke potrebe potem, da bi otroka preveč stimulirali njegove možgane. To, kar je tudi že malo prej povedala. Ja, da bi sploh izpostavljala, smernice celo od 0 do 2 let, da naj ne bi, oziroma res čim bolj minimalno, recimo televiziji. Če navežem še na to prej, kar je Manca govorila glede teh izpostavljenosti tem dražljajem, dejansko se potem otrok, ko je izpostavljen večkrat, pogosto tem dražljajem, kot so ekran ali pa tudi take igrače, pritegne to njegovo pozornost, ampak možgani delujejo tako, da večkrat, ko smo izpostavljeni neki stvari, se možganske povezave, se pravi sinapse med nevroni izpostavljajo in bolj kot smo izpostavljeni, bolj se utrjujejo te povezave. Potem otrok dejansko rabi to prestimulacijo, non-stop, in ti otroci so zelo težko potem skoncentrirani, tudi kasneje govorimo o šoli, pa v življenju, ker rabijo stalno to stimulacijo iz okolja in seveda, ko mi se učimo, ko beremo, te stimulacije ni. Nekako postanejo odvisni od te stimulacije. Zelo hvala za ta vidik, ki je res zelo nažalost, oziroma v takih časih smo, ki je fino biti na te stvari pozoren, že pa majhnih. Hvala za ozaveščanje. Obema. Zelo dobro si že omenila ta paket, 0 do 2 meseca, pa tudi se pravi, kot sem imela razvojne kartice, da starši lažje verjetno uporabljajo to, oziroma si lahko pogledajo, čemu točen, da se malo spomnejo. V bistvu del vsakega paketa niso samo igrače pripomočki, ker je vsem poleg tega še tukaj njih področji, s katerimi lahko podpremo svojega otroka. Pa spet nočem dati tle občutka, kaj vse moraš delati, da boš otroka dosti podprl. Ne gre za to, v bistvu gre za to, da
veš, kaj obstaja, pa kako ga lahko podpreš, pa kaj se mu dogaja, pa kako se razvija, pa kako so pa odkverno njegovi mejniki, pa vidiš, ok, mogoče je pa, ok, tu je pa vse ok, pa ne vem, če se pri 10 mesecih še ne obrača s trebuščka na hrbet ali pa s hrbta na trebušček, pa mogoče pomisliš, ne, ok, to bi bilo pa smiselno najbrž omeniti pediatru ali pa kaj, ne, in če ne veš teh okvirnih stvari, ne veš, da bi bilo fajn, da mu pač na nek način pomagaš. Na naši razvojni karti so v prvem sklopu, to gre od rojstva do 12 mesecev, so 3 področja, miselni, socialno-čustveni in telesno-gibalni razvoj, okvirno, kako si te mejniki nekako sledijo. Starosti itak niso fiksirane, ni to pri 5 mesecih se bo obrnil, pri 7 mesecih bo sedel. So tudi tako res malo ohlapne, ne, stvari in je treba biti res, res previden, da ne pričakujemo pol preveč od svojega otroka in od sebe, ker niso ti mejniki temu namenjeni, ne. Gre za to, da ti spremljaš, kaj približno se otroku dogaja, in če vidiš neko veliko odstopanje od tega, lahko narediš korak naprej v to smer, ne, da ga podpreš na druge načine. Tako da to je na razvojni karti, pa na vsaki je en strokovnjak gost, so tudi napisani na spletni strani, same strokovnjakinje smo imeli do zdaj, tako da moramo pomisliti, da še kakšnega moškega vključimo. Absolutno je to tudi ena misel, ki jo imamo v glavi. Ja, se pravi, ste bolj žensko podjetje zaenkrat. Ali ne? Z vidika didaktike, ja. Z vidika drugih stvari pa nemamo, tudi Urbana in Iztoka zraven. No, super, da je uravnoteženo, celostno spet na en način. Ja. Kar mi je bilo zelo, ker sem pregledala spletno stran in mi je zelo padalo v oči, je ta paket, ta čustveni, te pripomočki in igrače. In mi je bilo to zelo tako, ker se mi zdi, da tega pa res nisem še tako zasledila. No? Se mi zdi res nekaj posebenega. No? Bi mogoče malo več me zanimalo, ker se mi zdi res izjemno pomembno področje, tako bi izpostavila ta paket. Me veseli, da si ga izpostavila, ker je res pomembno področje in sem ful vesela, da se v zadnjem času več govori tudi o tem. Ne samo mi, tudi marsikdo drug govori o tem, lepi napredki se delajo v to smer. Zdaj moramo samo še raziskati, kako res to razširiti. In recimo, pač mi smo tu šli prek paketa, Odkrivamo čustva, je naslov temu paketu, je kot del naročnine ali pa pač posamezen paket, se ga lahko kupi za kakšno darilo. Je pa primeren od enega leta naprej in v bistvu za celo obdobje malčka. In še potem, v bistvu, ni to zdaj samo za nekaj 36 mesecev do pač obdobja tega 3 let, ampak v resnici velja to vse še naprej. No? Tako da del tega paketa v bistvu smo imeli v mislih, da pokrijemo različna področja, ne samo, prva misel mogoče pri igračah je dostikrat fina motorika, ampak se trudimo, da pač gledamo bolj celostno, se pravi, del tega paketa so gredi, 2 gredi, ki pač jih lahko postaviš eno za drugo, eno na drugo, eno ob drugi, kakorkoli že v glavnem stoji en način je, za kakšne poligončke, ampak na drugi strani pa imajo vgravirane čustvene obraze, se pravi različna čustva, in zraven so potem tudi taki obrazi, ki jih pa lahko pač otrok razvrsti. Tega ne pričakujemo od 12-mesečnika, ampak pričakujemo 2 leti plus. Se pravi, je res, ampak na začetku bo pa pač, to so pa obrazi, so magnetni in zraven je tudi taka lesena figura človeka, ki ji lahko pač te obraze pritrjujemo gor. Se pravi, gre za neko simbolno igro vlog, lahko so to magneti, ki jih ima pač na neki površini, ki se primejo gor, na hladilniku, pa jih sem pa tja prestavlja. Med sabo se primejo, pa gre za spoznavanje magnetizma, ker po eni strani se pač odmikajo, po eni se primejo. Tako da to sta prvi 2 stvari, potem pa so še te kartice o čustvih. Jeza, sram, veselje, žalost, presenečenje in strah je prvih 6 čustev v otrokovem razvoju, ki se med prvimi pojavijo, v bistvu, ki jih hitro že zaznamo in zasledimo pri otroku.
In je dobro, da nekaj vemo o njih, da pač se znamo odzvati, da jih ne zatiramo, da ne gre otrok v big boy, zmrznitev odziv in tako naprej. Kar pa tudi piše v bistvu na karticah, kdaj nas je strah, se pravi, če gremo zdaj za kartico strahu, kdaj nas je strah, kako se takrat počutimo in kaj lahko naredimo. Spodaj je pa še nasvet za starše, na kakšen način reagirati, da otroka podpreš v teh čustvih, da, tako kot sem prej rekla, da ne gre v big boy zmrznitev, ampak pač v bistvu pripomorejo k njegovi osebni rasti, tako rekoč, in razvoju čustvene inteligence. Da se mu je tudi pol kasneje, tako kot si rekla, ne, ja, sicer za obdobje malčka nekje do 3 let, ampak nekako, če imamo te dobre strategije, nam to res koristi res celo življenje, no, super. Ja, če jih mi že od začetka pač podpiramo na tak čim bolj optimalen način, je to res čist drugače potem tudi vstopati v vsa naslednja razvojna obdobja. Se strinjam, tako da hvala. Meni se tudi kot staršem se mi zdi zelo pomembno, ker smo tudi v večini starši v ekipi, in se nam je zelo pomembno, da otroku dajemo in dovoljujemo prostor za izražanje vseh čustev. Tukaj se v bistvu res izgrajujejo temelji za to čustveno inteligenco in kako bomo mi dejansko potem kot odrasli lahko čustvovali in delovali in reagirali v določenih situacijah. Mnogi od nas smo odraščali, seveda naši starši so po najboljših močeh, kot so tudi mogli nas vzgajali, ampak smo odraščali v okoljih, kjer nam ni bilo dovoljeno čutiti določenih čustev, sploh jeze, žalosti, naprej najbrž je znano mnogim poslušalcem. In tukaj se nam res zdi fino, da se vse bolj krepi zavedanje in govori o tem, kot je Manca rekla, koliko pomembna je pač res ta čustvena inteligenca. Pa ne samo v osebnih odnosih, tudi potem na delovnem mestu in povsod. To je res ena taka stvar, ki se zdaj postavljajo temelji in potem se lahko samo nadgrajuje in damo v bistvu popotnico otroku res tako fajn za življenje. Tako da iz tega vidika je tudi nekako bila prioriteta izdelave tega paketa. Podpišem, kar sta zdaj povedala, res vse, res izjemno pomembno. No? In mogoče se mi zdi, da tudi v Sloveniji ni še, tudi pri igračah, no, nisem še toliko zasledila tega poudarka in me je tako prav, res tako pohvalno, no? Res super. Ja, v bistvu ne, dejansko mogoče bi rekel, kakšen paket z igračami je to. Jaz, kot smo rekli, ni point, da so to igrače, ne. Point gre, da nekaj pač v bistvu podpremo razvoj otroka in starša, tako rekoč. Mogoče mi si tukaj edino eno vprašanje, verjetno je staršem dostikrat, saj pridemo v situacije, ki nam pa je izziv, kako reagirati ob določenem, ob določenem močnem izražanju malčkovih čustev. Imate mogoče tukaj pol kakšno kartice imate, pa je verjetno to napisano, ali mogoče še predlagate še kakšno literaturo, ali kako se kakšen starš obrača s temi določenimi izzivi, ki jih ima. Je prišlo že kdaj do tega, da bi imel recimo kakšen starš, kakšno vprašanje, ok, moj malček pa tako reagira, Manca ali pa Sandra pomagita, oziroma kako, ali s kakšno literaturo, ali s kakšnim nasvetom, oziroma kako vidve to handlata. Ja, v bistvu je dostikrat se tako obrnejo na nas, no, in vprašajo po kakšnem nasvetu, kako se tega zdaj lotati. Imeli smo tudi live, torej na našem profilu lahko si pogledajo en zelo dober, no, smo imeli z Barbi završnik, se pravi o tem čustvovanju, o razvoju, kako pač otrokovi možgančki takrat reagirajo in kaj se sploh dogaja takrat. Če govorimo recimo o čustvenem izbruhu zdaj, je pa super literatura, ki jo bi jaz priporočala, je Celostni razvoj otroških možganov od Daniela Sigla. To je ena odlična knjiga, ki lahko veliko spremeni, če jo beremo zavestno. Nam pomaga razumeti otroka. Tako, ja. In da pač njegove vedenja oziroma reakcije niso namerne, ampak del razvoja. So fiziološko pogojene v bistvu. Tako. In v bistvu nima vpliva otrok, dejansko kontrole, ne sedi za volanom. Tudi, če lahko stane še to, no, na teh karticah, tukaj smo jih vključili v ta paket, se nam je zdelo tudi pomembno vključiti res neko SOS kartico, ki bo lahko starš potem, mogoče si jo dal na neko vidno mesto, in ko se bo zgodil nek čustveni izbruh, da bo vedel, teli so koraki, ki mi lahko pomagajo do povezanosti. In so zelo tako jasni, mehanski, ampak zelo učinkoviti. No? Tako da, ko izdelujemo pakete, nikoli nimamo v ospredju ali pa v mislih samo otroka, ampak vedno celo družino,
vse, ki bojo prihajali v stik z otrokom, zato ker se nam zdi, da je to res taka celota, ki se jo ne da pač res razparcelirati. In podpora staršu skozi vse to, skozi pakete in skozi ta predavanja, kot je tudi in gostovanje, kot je Manca omenila, ne samo z Barbie, ampak z drugimi strokovnjaki na profilih socialnih omrežij, so pa res še ta dodatna podpora staršem, ki jo res vsi rabimo. In ne samo zato, da pač pomagamo kot starši lahko otrokom, ampak zato, da smo dovolj dobri starši. Ja, pa da nismo v tem sami, da je pač to. Tudi meni pa manj. Smo igrali, kako smo doma, ne govorim, da imamo mi pa zdaj tukaj zen okolje, ki pa vse vedno samo funkcionira in pač je samo življenje se dogaja in se dogaja družina in se dogaja starševstvo, tako da fino je pa imeti neka orodja ali pa mogoče kam se zateči svet in to, da imaš občutek, da nisi sam v tem. Ja, to tudi, ja. Super. Jaz mislim, da večino o igri, igračah in v zvezi s to temo smo kolikor se da v tej 1 uri pokrile. Bi pa vse vama dala še priložnost, če bi še kaj izpostavili, kar do zdaj, kar bi si želeli, pa nista. Ja, jaz bi. Super. Dejstvo je, da igrača je lahko vsaka vejca, vsak kamenček, vsak listek in otroci si najdejo zaposlitev tako ali pa drugače, sploh kadar smo zunaj v naravi. Tudi to je eden od razlogov, zakaj ne pripravljamo recimo stvari za ven, ker je narava sama po sebi tako dala, da je škoda, da se je ne poslužujemo bolj. Tako da ja, en odgovor, ker nas ga dostikrat sprašujejo, zakaj nimamo kaj za v peskovnike ali pa za v kakšne to. Narava nam je dala res ogromno, tako da, ko si pa noter, pa je dež, je pa dejstvo, ali pa dež, ali pa pač si noter, je pa dejstvo, da pač v tej današnji družbi je na voljo ogromno igrač in ogromno enih različnih stvari, ki pa imamo možnost izbere in da se izobrazimo, da pogledamo, kaj je smiselno in tisto pač otroku ponudimo. Tako da ena taka dobrih izobraževalnih točk je tudi podcast tvoj, Polona, tako da hvala, da ozaveščaš preko tega, odlično. Zelo rada prisluhnem, no, tako. Hvala, Manca, veliko pomeni. Ja, tle pa zraven bi se še navezala. Jaz sem dostikrat hotela, da bi se moj otrok čim več sam igral, samostojen, na tretjo. Pa sem dojela, je pa zelo tip interakcijski, no, on res rab ogromno bližine, se igra dolg časa, ampak če jaz zraven sedim, recimo. Dobro, zdaj je že malo več kot 2 leti, se tudi te stvari malo spreminjajo, ampak ko sem jaz dojela, pismo, čez par let ne bo tako, me ne bo rabo, zdaj pa me. In ne vem, kar tako prešilno me je enkrat, moj bog, kaj se v resnici dogaja, jaz tle nekaj hočem, da čim več sam, v resnici pa pač bo ta moment prišel in mi bo žal, da nisem več časa z njim preživljala. Tako da zdaj poskušam, ko po nekem vodilu živeti, da posveti otroku toliko časa, da mi čez 10 let ne bo žal, da sem ga premalo, ker sicer mi ne bo žal, da sem ga preveč. Ja, to je res eno tako vodilo, zelo pomembno. Tako, če si rekla. Ja, kar povej, Sandra. Lahko samo še navežem, ker si tako lepo povedala, Manca. Ja, včasih je otroku dovolj to, da že zraven sedimo. In danes nismo se te teme veliko nekaj sploh dotikali, ampak je zelo pomembna in mogoče za razmislek za vse naše poslušalce. Ta čas, ko smo mi ob otroku, ni treba, da je to neka aktivna igra z njim. Včasih je njemu dovolj, da sedimo zraven. Izkoristimo ta čas za opazovanje, kaj on počne, na kakšen način počne, s katero roko počne, a počne že drugače, kot je počel včeraj. In samo opazujmo, ker tako v bistvu opazujemo skrivnosti otroštva in kako dejansko on se razvija. Ne, da smo mi tisti čas na telefonu zraven, ampak da res opazujemo njegovo igro. Čim bolj bi rekla tukaj in zdaj, ne? In se ne vpletamo, če on sam ne povabi oziroma če ne vidimo, da rabi pomoč. Čim manj vpletanja v igro, tudi to. Ja, to včasih sicer težko zdržati s treningom in je to pa veliko lažje. Pa že to, da smo ozaveščeni, da bomo lahko na ta način, da ga lahko zmotimo. Mislim, da si včeraj glih en dober primer videa delila, ne, na to temo. Tudi če otroka pohvalimo in če sicer on zatopljen v tisto aktivnost, ga lahko s tisto pohvalo, ki je sicer targati zelo dobrodošla, ne, in podporna za razvoj, ampak v določenih trenutkih ga tudi tako na tak način lahko zmotimo koncentracijo otrokovo.
mislim, da smo zdaj nekako zaključile danes to temo, kakor v 1 uri lahko. Tako da res sem vesela, da smo imeli ta pogovor, da sta predali res veliko koristnih, konkretnih napotkov, informacij, da tudi na ta način lahko še dodatno podpremo vse nas. Pa tudi zelo prijeten pogovor je bil. Hvala vama še enkrat, hvala pa tudi vsem za poslušanje in se slišimo. Lep pozdrav!